Lepo zdrav, živijo. Sreda zvečer in seveda čas za popcorn. Saj še danes, potem gremo pa mi malo na počitnice do septembra, tako da se potem jeseni enkrat vidimo, pa slišimo in rečemo še kakšno. In zato, ker je danes zadnja oddaja te sezone, imamo tudi super goste, pa imamo nagradno igro, imamo 2 vstopnici, lahko tudi pokažem, za Plavi orkester. 30. avgust na Velenjski Visti, tako da ko boste poklicali tekom današnje oddaje, pripravite telefone, bomo povedali kdaj, kakšno vprašanje in lahko dobite 2 vstopnici. To je to. Malo več o tem tekom oddaje, zdaj pa pozdravljamo v studiu že Simona Vadnjana. Živijo, Simon. Lepo zdrav, lepo te videti. Enako, čak, ta črnih letos ne bo pri vas. Ta črnih? Ja. Metalcev, ali? Ne, žal ne. Ker zdaj, ki si jih Plavi orkester omenil, lani je bil eksperiment, poskusno, letos ne. Letos ne, ba je, da je popokal šila in kopita in šel na lepše, na otok. Škoda, lepo je bilo. Pa upamo, da bo še kdaj. Mogoče celo kaj drugega pride, bomo videli. Ampak vemo pa, da Plavi orkester pride, pa zdaj imamo še druge bende, tako da bo lušno. Upam, da se kaj vidimo tukaj. Vi ste zakon, mislim, tak plac imate, da wow, lepo. No, ja. Lepo. Si bil že kdaj tukaj poslovno? Kaj ti, Simon, poleg tega, da je pevc, da je glasbenik, je tudi televizijski kolega, novinar. Poznamo te, da hodiš okoli tudi po koncertih, pa malo narediš kako javljanje, reportažo. Ja, sem bil večkrat v bistvu in tukaj je v bistvu samo vprašanje, če vreme zdrži, ta vrač mora nekaj začarati, da to gre čez in potem ste zmagali. Res je lepo, no? Ja, super, hvala ti. Simon, kaj je novega pri tebi, razen video spota pa nove singlce? A veš, jaz se ful veselim. Na Pivo in cvete grem letos. Prvič, z bendom, na polno, petek, 12. julij, tako da vsi vabljeni, pridite poslušati, ko zvenimo v živo. Pivo in cvet je taka tradicija. To je pa en tak legendarni festival. Ne vem, koliko je še teh festivalov sploh ostalo, takih ta pravih pristnih slovenskih, tako da letos dobim priložnost in sem vesel. Burinov oder, petek, 12. julij, pa mislim, da se bo kar dogajalo. In četrtek štartajo, petek, sobota, tako da je za pogledat, ne? Absolutno. Pa mislim, da ima neke fore z vlakom, ne? Lahko prideš z vlakom, pa mislim, da imaš šotore, lahko prideš peš s kolesom, tudi z avtom, načeloma, ampak boste morali malo dlje parkirati, verjetno. Ja, super. Kdaj si rekel, to je čez en mesec že skoraj? Malo manj kot en mesec. Malo manj, ja. Tako da zdaj počasi že intenzivne vaje in tako naprej. Ja, poleg tega seveda pa tudi čas malo za promocijo novega singla. Ja, delam naprej, tako pač po letu dni cirka sem dal nazaj album ven, Dan za sanje, tako da zdaj se delajo že nove pesmi, malo manj je aktualna. Je bilo pa tako, da sem jo sestavil na vrtu, takrat še v Nemniškem stanovanju v Trnovem, je moja draga Diana zraven back vokale odpela, sva zasnela linijo in sem poknutil, pesem govori pač o ta zadnjem krogu, ki ga pele par, veš, kaj pristaneš, se veš, mogoče ti je znan scenarij na malo manj, ne? Pa čez čas še na malo manj, ne? Pa mogoče ugotoviš, da je to že zadnji krog, ki ga peleta, ne? In to je dvogovor med žensko pa moškim in sem se spomnil, da bi za ta vokal res prišla zelo prav moja prijateljica bobnarka, vrhunska pevka Katarina Nasteska in sem jo poklicala in sva naredila skupaj pesem. Top. Je bila takoj za, verjetno, rekla, dajmo to provati. Ja, te pa rekla, pošelj mi demo, ne bomo videla, ne, se veš, kako je to. Super, pošelj. Ne moreš ti kar naprej kupiti, ne, pa reči, ja, podpišem, če pa ne veš. Ja, profesionalka, ne. Ona je huda. Ena redkih bobnark v Sloveniji, ne, v osnovi, jaz sem gledal, ki je žgala z velik bendi, tudi hardcore, na res kitarsko muziko. Mislim, da še pri Flirtih je bila tudi bolj pop vode, ne, potem pa bolj heavy, pa ja. Pa poje super, ne? Katarina ima super vokal, kot bomo slišali, poje, ko bomo zavrtela in to je to, ja, malo manj. Spota smo se lotili na tak zanimiv način. Prvič sem snemal video v enem takem retro nemškem kabriju, klasika, tem iz 90-ih začetek, veš. Pa še avtomatike, ampak to prav ta star model, ne? In še nikoli se nisem vozil v kabriju. Ti? Imaš kakšno tako izkušnjo? Mogoče enkrat, ampak zdaj z glave. Ja, enkrat sem se pa res, ja. In je krasen. 5 minut, ja. A veš, odprt, nebo moder, sonce je bilo, snema smo na podeželju nad Dolenjskem, tam nekje Šentvit pri Stični, češnje so lih cvetele na polno. No, hotel sem pa še to dodati in bolj, ker je bil kabrio, smo imeli dron, ne?
In sem imel to izkušnjo prvič, da te skozi nekdo spremlja gor, ne. Big Brother is Pol watching. navodila po spikerju, po telefonu, kleba počas, zavi levo, zavi desno. Najbolj smešen pripetija pri tem spotu je pa tako, ne. Midva skratka pojeva o tem, da je med nama počas konc, da peleva zadnji krog, ne. In midva sva mogla biti v tem videospotu s Katarino skregana pa tih. Jaz takole vozim. A veš, kako se spiče en par? Pa moraš na dolgo pot. No, kakšna je ona? Ja. Takole, ti si takole. A se kaj govori? Ne, tiha Maša. In kdo sva mogla s Katarino speljati, nič se pogovarjati, navodila od režiserja so bila sam, bodta zelo resna, pa spičena sta in ne govorite nič. Tako da, to je bilo malo, a veš, ni šlo skupaj z tem, lepo, lep dan, sonce, odprta streha, kabrio, vozva, kaj lepšega. Ne. Točno to, namesto da bi uživala, Da. ne, in se imela lepo, Midva pa ustvarjala takole. nove lepe spomine, vidva kisle kumarce, pa je to, ja. Evo. Ampak ja, sej, in pa bi mogel biti, če bi bilo realno, ne, bi ti mogel reči, pa kaj je narobe? Ja. Ne, vse je v redu. Nič. Daj, Bože, veš, povej, da je kaj alarm, narobe. ne. Ne. Ne? In pa tako mine dan. Tako. Pa če imaš pa res dolgo furo, a veš, kam na morje, kakšnih 6,5 ur, ajme. Ja, the best. Dajmo si pogledati spot. Tak skoraj vsak dan dnevu je enak. Rad bi dopovedal ti, na poti se lovimo vsi. Tik tak, jaz sem za, preštejmo se do dna. Kje so moji kosi vsi, naprej bi radi celi šli. Res ne bi rad o tem govoril, niti ne bi rad o tem govoril, ampak glej, tukaj zdaj sva oba. Pristajava nazaj na tla, še malo. Pristajava na malo manj, vse manj. In malo manj, še malo manj. Niti ne bi rad o tem govoril. Taka sva, in to velja kar za oba. Kaj pa če so vedeli, če ne vidiš, ne boli. Tik tak, pravljica, proti koncu bereva. Ker da s tabo res bi pel, pa kdo bi naju resno vzel. Res ne bi rad o tem govoril, niti ne bi rad o tem govoril, ampak glej, tukaj zdaj sva oba. Pristajava nazaj na tla, še malo. Pristajava na malo manj, vse manj. In malo manj, še malo manj.
Takole, evo, lušni posnetki, lušen avto, moram reči, ne bi se ga branil, sam nimam denarja, da bi ga... Ab ga šraufu? To je prvo, drugo, pa Da ni to benzin. denar, veš problem. Ni, se da dobiti za normalen denar, sam to je treba biti dokle gor. Šmira, pa imeti delavnico, pa imeti odnos do tega. Ne, sej kupiti še že, sam kaj pa pol, če Sej. bi hotel od Velenja do morja priti. Gre, lej, verjamemo v nemško industrijo, ki je včasih znala delati. To so letnik 90, to še ni bilo elektronike. Pa na bencinsko, pa kartica več več. Ja, sam Pa na mest na pico na morje, sam še na kavico. menda, da ko ga res nažgeš, to so take mašine, da ima 5 litrov na 100, ampak ga moraš res terati. To je narejeno za avtoceste, pa za par 100 km. Ja, top, superca. Torej ste se imeli verjetno, da res lepo, snemali ste, Dolenjskem. to Dolenjsko, ne? Lepo. V Dolenjskem res. koncu. Ma krasne, Ja. lej, po sem gotovo že po svojih spotih, če grem nazaj, jaz sem snemal od Posočja do Maribora, do Šentvid pri Stični, ne vem. Pol na koncu gotoviš, da že zaradi snemanja videospotov glasbeniki gremo tudi kam, ker še nismo bili in res, kakšno krasno državo imamo pa naravo, res je, wow, se ne čudim, da tuje produkcije pri nas snemajo serije, pa spote, pa oglase in tako naprej. Ne? Ja, dejansko res, evo, premalo izkoriščamo mogoče tole, a ne? Ampak dobro je. Si zdaj kaj pri športu, da imamo še na športit, ne moramo mimo fuzbala, pa odbojke. Se Pa... veš, kaj bom priklopil takoj, ko sem usedel v avto, ne? Da vidim, kaj je fuzbal, ne pa za nazaj pogledati, tako da ja, zdaj čakaj, jutr. Ja. To zdaj šlo spet na en koliko kilokalorij, pa živcev, pa... Ja, se veš, ja, rad igram nogomet tudi tako, pač sam rekreativno, seveda ne na takem nivoju, ki tole zdaj spremljamo, sploh ne, ampak to je edini način, kako jaz lahko 90 minut, dajmo reči, tečem, ne? Pa šprintam, ostam, pa mi ni groza, ker da me pa prepričaš, da laufam 1 uro, kaj šele ura pa pol. Prvo ne morem, drugo nobene motivacije nimam za to. Podaš pa tipom eno okroglo usnje, pa vozi. Pa ni problema, zmeraj smo otroci. Ja, res, ja. Katero pozicijo špilaš največ? Jaz sem najraje spred, stokaj odzad, po mojem sem nezanesljiv. Spred pa leče, imam dober dan, pa še res kaj rata. The best. Okay. Simon, greva še na live na polno, to je prejšnji spot, če se ne motim. Ja. Tudi tole, tak, že naslov je superca. Live na polno. Ja. Dajmo ga užiti malo. Točno tako. Pa kaj pa jaz vem, pesmi ponad pišem tako, se veš, kaj stvari razmišljaš, čas se prime to, pa da spišeš v 3 urah cel tekst, ta se mi je nekaj cajta vlekel. Predvsem je pa to neke vrste poklon ženskam, ki so ta prave borke, tako da spelejo ven iz hujših situacij, tako kamačke, ne, tako pač spoštujem zaradi tega, ker imam tudi v mojem osebnem življenju par takih likov žensk, ki so ta prave borke, so dale čez mnogo kaj v življenju, ne? Od ne vem, težav kakšnih z kakšnimi substancami, do unih, veš, ki sfajtajo res hude bolezni, do unih, ki ne vem, imajo težave, ne vem, z duševnim zdravjem ali kaj, ampak se mi zdi, da ženske tako, ne vem, da kako so mi vzor pri tem, da se znajo pol postaviti nazaj na noge in speljati, ne. Ja. Tako, to je pravzaprav tudi komad, ki sem ga napisal o tem, da res rabiš en tak šamar v glavo, da greš pol življenje in peleš na polno. Včasih rabimo tak reset, po mojem vsak posameznik pri nas, ne, da se ti nekaj res mora zgoditi, da se zamisliš, ok, in pa rečeš, zdaj pa kada začnem iz nule in gremo na polno. To sem grunto. To si grunto, evo, dobro si na gruntu. Skratka, malo manj aktualni singel, lahko si ga torej še pogledate na YouTubeu, preverite Simonov profil, Instagram, Facebook, vse, pa še v živo najprej torej v Pivo in cvetje. Pivo cvetje, ne? To je to. Drugače pa, ja, mogoče še zadnje vprašanje, zdaj, ker je ravno zadnja oddaja. Ti tudi kam mahaš, greš kaj na dopust? Grem. Jaz imam 2 punci, eno osnovnošolko, najstnico, ena tamičkana je še 3,5. To je treba zdaj logistično uskladiti, veš. Ena ima interesno zono, tam imaš uni akvaparki, tam čim hujši, to bo ga nekdo to misliš, da mora iti z njo. seveda. Pač, kaj pa čem, ne. Veš, da stare vosle pa vlačimo po unih, kad padaš dol, ne vem, 300 na uro in to, ampak v redu. Tako da gremo na morje, seveda počitnice se bojo začele, zdaj imamo lih v planu na morje iti za začetek in upam, da bo cajt. Pomož pa skombinirati, se veš, počitnice številka 1 za tamičkano, za ta starejšo, za obe skup, pa gremo na špile, cover lover bomo tudi okoli polet, tako da festivali bojo okoli, pa treba pa še kaj v službo za položnice zaslužiti, ne? Tudi, ne? Ja. Tako da bo pestro poletje, ampak lej, na koncu sem v septembra sam prišel, čakaj, kam je pa zdaj to šlo? Ja, lej, že sneži, no. Jaz pa nisem nič izkoristil. Neklič hudiča. Še 16 tednov, ne?
Ok, nisem tega slišal. Kapom sam. Tudi jaz sem žal to dan slišal. Simon, najlepša hvala ti za obisk. Hvala za priliko. Kaj novega, upam, da se spet vidimo jeseni. Seveda, z Rečemo veseljem. kakšno. Pa se vidimo na koncertu, evo, v Laškem. Super, me veseli. Boš tam? Greš na Burinovo, da festival? si rekel, ne, grem, ja, moram malo pogledati. Super, ne. bolj, kot sem Kateri rekla. dan si rekel, da je to? Petek, 12. V petek. Ok, torej se vidimo tam. Simon, uživaj, tole je live na polno, potem pa z nami že Stela. Oblajal bi jo vsak, potem pa junak, prižigajo dolge se luči. Reinkarnacija, čeljust in pade na tla, okoli nje se vse vrti. Vse ulice so še iste, le ona nova je. Lepo je dihat zrak, ko si zunaj, na novo se začne. Kot da vse predvideno je in poeteza tanela na polno. Vse splanirano je, pa zadane telef na polno. Dolgo vrtel se je svet, ko ni bilo je na spregled, kje si, kako si, vse okej. Še malo pa bi šla na zadnjo pot do neba, lepo je zunaj zvezde štet. Vse ulice so še iste, le ona nova je. Lepo je dihat zrak, ko si zunaj, na novo se začne. Kot da vse predvideno je in poeteza tanela na polno. Vse splanirano je, pa zadane telef na polno. Arabisch razlog za laf na polno. Arabisch razlog za laf na polno. Se sprašuješ zakaj, daj sama na pauzo, saj prideš nazaj. Ko te pika zakaj, daj malga na pauzo, takoj boš nazaj. Kot da vse predvideno je in poeteza tanela na polno. Vse splanirano je, pa zadane telef na polno. A da se razlog za laf na polno. A da se razlog za laf na polno. Simon Vadnjal je bil tole. Naj še enkrat spomnim, da danes podelimo za konec, ob koncu oddaje še 2 vstopnici za Plavi orkester. 30. so na Vista Parku v Velenju, 30. avgust. Tako da bom še malo več potem povedal, pa boste poklicali in nekdo dobi 2 vstopnici, tisti, ki bo prvi poklical in bo pravilno odgovoril. Stela, lepo zdrav, Lejo. Dober dan, dobro jutro, Kako dober smo večer. kaj? Ja, tudi, ja. Za nekatere dobro jutro, za nekatere dobro večer. Si bila res. naporen dan že? Ja, res, tako, pa dejansko je bilo, polovica je bilo tako, ful sem izčrpana, ampak potem sem šla pa tako na ene vaje in je bila tako glasba in sem bila tako, pa ne, pa se je v redu. No, vidiš. Tako da ja. Evo. Potem še pa malo do Velenja se pripeljala, pa Ja, si... pa zdaj tako Pa si malo se majčkeno klepetava, ne? odklopila. Ja, imamo 2 spota za vrtet. Tako. Pa imamo neki, jaz ne vem, jaz sem to danes prvič slišal, je to že uradno ali se že govori o tem? Ali...
Aha, kuk se že govori o tem, ja, dejansko sem Se pač že ve. že objavila, Okej, dobro. da se selim na Japonsko. Šokiran sem, moram reči. Ja, pač ne vem, našla sem si tam službo, nekako se vidim tam, pač ko sem 1 leto tam študirala, sem se nekako zelo našla, imam zdaj tudi tam že prijatelje, tako da se ne bom počutila, kot da sem čisto v neki tuji državi. Priredili bomo pa seveda, preden grem, tudi poslovilni špil, poslovilni koncert, tako da kdorkoli ima čas, pa ni na dopustu 2. avgusta v Šentjurju, Ipavčevem kulturnem centru ob 8:30. O, top. Šentjur torej. Šentjur, tako. Ja, zdaj sem te Moram videl, v domačem kraju narediti poslovilni koncert. Ja, tako. To je pa res, ja. Pa boš pa naredila enega, kako bi rekel, koncert dobrodošlice še na Japonskem. V kateri kraj greš? Shizuoka. Shizuoka. Ne, pardon, rekla sem pol pa pač Shizuoka. Ok, Shizuoka. Shizuoka, tako. Dober. Dobesedni prevod je tihi hrib. Aha, Tako da jaz bom živela na tihem hribu na Japonskem. na tihem hribu. Glasbenica, ki ima rada glasbo, pa rada glasna. Pa. Gre mal na tihi hrib. Ja. Ne, tam je pač res, da ne moreš recimo, pa se v Sloveniji tudi kaj v stanovanju, če živiš, ne moreš biti neki, ne vem, kaj glasen, te bojo vrgli ven, ne. Ampak tako, imajo ful dostopne te studije glasbene, ful so cenovno dostopnejši kot v Sloveniji. Ali pa recimo japonske karaoke so tako karaoke box in basically greš ali sam ali pa s prijatelji tja in pač ali poješ za dušo, da pač se sprostiš, ali pa tudi pač japonski glasbeniki, dejansko pač pevci, grejo v karaoke in si tam naštimajo, pač imaš kar na tablici vse pesmi, pa kar pač tam lepo vadiš in je vse pač ful dostopno, ful priročno, kako bi rekla. Tako da to mi je kar všeč. Zanimivo. Ja, točno, za vaje pa dobro, ne? Imaš tam Dovesti je v publiko, bistvu, par ja. onih pijanih Japoncev, pa poslušajo pa. Ne, pač res je drugače karaoke, kot pač v Sloveniji. V Sloveniji je tako, da greš v bar, pa pač cel kup pijanih ljudi, pa vsi se derejo, je tako, ne? Ja. Ne, tam greš karaoke box, basically ti imaš recepcijo, ti dajo pač številko sobe in ti greš not v sobo in si sam ti v sobi. Aha. Ali pa pač, Poješ če sam greš v s sebe. frendi, Zakaj ne vem, pol greš fora? v Zakaj bi večjo šel- sobo. Zakaj ne bi v kopalnici se pod prho daril? Zaradi tega, Okej. ker je ura več kot 10 in bo sosed slišal čez tiste take A ja, tanke točno, stene. nima pa tiste papirnate stene Ja, tam. tako, moraš iti nekam, kjer se lahko v miru dereš, pa te ne bo noben vrgel iz stanovanja. Zanimivo, vidim, da imaš že to vse naštudirano. Vse, The vse, best. vse. Ja, lušno, no, mislim, ne, ni lušno, da greš, ampak lušno, da vedno nekaj novega zvemo o japonski kulturi. Koncert torej imaš v začetku avgusta v Šentjurju. Videl sem te, da si nastopila tudi Samanto Majo, te povabila kot pevko, ne? Ja, sej sem tudi ena prija taka- pol tudi na No, to moj sem mislila. poslovilni špil, Ja, pa ja. tudi preden grem, mislim, da je 5. septembra, da ima še ona v Ortobaru, tako da pač A, to bo še vse. potem malo zakolobarite tam. To bomo vse. Wow. Še, da dava še to energijo, pač čim bolj ven, čim bolj deliva z publiko, dokler pač sva še tle skupaj obe dve in še lahko deliva to svojo pesem. Le spomin je res tako ena izmed mojih ljubših pesmi, ki sem jih naredila, pač, ker je skupaj z njo in je ta neka yin-yang energija najna. Ja. No, ko smo pa že pri sodelovanju, bova še enega potem omenila, s kom si sodelovala pri ta zadnjem spotu? Pri ta zadnjem spotu sva pa z El Timotom. El naredila Timotom. tako. Okay. Lepe punce ljubijo barabe. Tega bomo še mečkam pustili na lagerju, da se bomo zdaj posvetili zločincu, kar je prvi del v bistvu nekako. Ne? Tako, Se ta dva navezuje. spota se povezujeta Tako. vsebinsko in sicer zločinec je tista prvi del, ko pač se začne neka nova ljubezen, neka nova simpatija in je tudi tistih nekih čustev in si tako, oh my god, ta oseba mi je tak hot, da bi moglo biti to že ilegalno. A je legalno, da je ta oseba tak pač vroča? Zato je zločinca, kaj? Ja, zato je zločinc. Okay. Pač ni neki pač res narobe naredil, ampak sam tak preprosto, ne vem, ukradel mi je srce, pač te pocukrane fore, a veš, sam tako preprosto, mislim, da je en vers, ki je noter mi je najljubši, ki je od 1 do 10 si v bistvu kar 100. Pa take fore, ali pa dišiš kot moj najljubši šampon, pa take fore snevala noter, pač preprosto ti si nesmisli, ki se ti podijo v glavi, takrat, ko si ful zatreskan v nekoga. Ne? In potem lahko spregledaš mogoče pa kakšno njegovo slabo plat, ker gledaš skozi rožnata očala. Ne? In potem pa pridemo naprej do
drugega dela te vsebinske dopolnitve, se pravi teh 2 spotov, ki pa potem Lepe punce ljubijo barabe, se pravi, ko se znajdeš v eni zvezi, pa si tako, jaz pa ne vem, če se vidim tle, jaz pa mislim, da ta oseba mogoče ni zame, kaj pa zdaj, recimo, kaj pa naprej. Ampak ostanimo zaenkrat še zdaj pri zločincu. Okay, ja. Potem se ta zločinc iz tistega zločina, ker je preveč luškan, spreložil v to, da je v bistvu pa res zločinc, ker je ravno prišel v zapora. Ja, ampak ne opaziš mogoče, ne? Ampak ne opaziš, ko si sam tako, ampak ne, pa ne more biti on iz zapora sveže, če le kak je cute. Ne vem, če pa to prednost v zaporu, veš, da je bil cute. Ja, verjetno v zaporu, pa da mu je milo padlo med tuširanjem na tla. In podobno. Dajmo mi tegale zločince zavrteti, bomo pol nadaljevali s tem. Baby, dovolj sem čakala, ko bi vsaj že malo prej te spoznala. Ker ti od 1 do 10, v bistvu kar od 1 do 100, definiraš zgornjo mejo, presegaš nebo. Jaz prostovoljna žrtev in ti nedolžen moj zločinac na begu. Edini tvoj prekršek je dokradel se mi, ognjeno srce zdaj gorile za tebe. Baby, ne spravim te z glave, tvojih oči vonja nasmeha postave. Vročen, miren, 2 v 1, dišiš kot moj najljubši šampon, definiraš zgornjo mejo, presegaš nebo. Jaz prostovoljna žrtev in ti nedolžen moj zločinac na begu. Edini tvoj prekršek je dokradel se mi, ognjeno srce zdaj gorile za tebe. Definiraš zgornjo mejo, presegaš nebo. Raje bi te skrila, preden ukrade mi te kdo. Definiraš zgornjo mejo, presegaš nebo. Raje bi te skrila, preden ukrade mi te kdo. Jaz prostovoljna žrtev in ti nedolžen moj zločinac na begu. Edini tvoj prekršek je dokradel se mi, ognjeno srce zdaj gorile za tebe. Raje bi te skrila, preden ukrade mi te kdo. Taram! Edini tvoj. Sem rekel, da mora to narediti, ker... the best, lej. Ker sem gledal zdaj med spotom, sem gledal spot, pa slišim, pa pogledam, pa Stela pleše, poje. Jaz ne znam biti Čist na mir. noč si padla, ne? To je pa lepo, no? Tako, da so ti toliko pesmi všeč. A si kdaj daš v avtu, ko se peleš svoje pesmi? Tudi. Pač vedno si dam nek playlist, ker imam playliste glede na to, kako se počutim. Razpoloženje, ali kaj? Ja, na razpoloženje imam pač vse lepo nasecirano, ne? In potem pač itak, da imam tudi svoje pesmi tu pa tam in kdaj pride na shuffle in tako, Ja. to sem pa jaz, Best. Ja, super. Preden nam brziš na Japonsko, si rekla, da im še en spot zavrteti, oziroma en single narediti.
Ja, si že kaj pogledala, kakšne sosede imaš, kakšne imena imajo zelo zanimiva imena. Jaz imam enega prijatelja, eno prijateljico, ima tako kot Jama. Stara fora. Ja, poznam te fore. A veš, kira je ona Japonka? Nakito Mizajaši. Kaj? Nakito Mizajaši. Nakito Mizajaši. Ja, on skakavc. Ne poznaš, ne? Ne, čakaj, skakavc. a to je zdaj štos ali to je dejansko? Ne, dejansko. Aha, to je bilo, okej, v redu. Sem mislila, da je spet, japonska imena. Ja, Matako Kujama je fora. Ali pa Una, a veš, tak, glih so zadnjič aretirali eno Japonko, veš, kak je bilo ime? Ne. Takura ful krade. Takura, ful krade. A pa on, Matake uči. To je on skakavc, mislim, da je pa vedno dal pogleda, Matake uči. A je take uči, je dejansko primek, ja. Ja. Pa se Nakito je pa ime, a ni? Ja. Seveda, ja. Dobro, pustimo zdaj imena, teh je ogromno, ne, se jih je korusov, teh Japoncev. Ampak fajn, to bo ena taka zanimiva izkušnja za tebe, drugačna kultura, predvsej drugačna. Če ti kaj ne opasa, priti nazaj, ne vedno dobrodošla. Ja, ne, pač jaz grem tja, jaz bom malo povohala, malo pogledala, pridem mogoče kaj nazaj. A imaš rada japonsko hrano? Itak da. Aha. To pa ful pogrešam. Pač tako ramen ali pa gyoza, tisti, a veš, ne vem, ali moram zdaj, če kdo slučajno ne ve, se pravi, ramen je tako kot japonska goveja župa z nudli, ne? In pol gyoza so pa taki žlinkrofi, pa imajo noter različne nadeve pa to, ne? To je meni tak dober. Jaz ful pogrešam, najbolj pogrešam po mojem hrano pa ljudi. Ampak ljudi pogrešam, če sem tle, pogrešam tiste, ki so tam, če sem tam, pogrešam tiste, ki so tle. Tako da to že zdaj mi več ni pomoči, zdaj sem že doma na dveh koncih. Ja, zdaj si pa že res, ja. A moči je tudi japonsko? Moči, ja. No, to mi je pa meni noro, dobro. To je A pa, no, ne! ja. A veš, Unko ima še sladoled noter. To, da je leden, the ja. best. Zdaj sem pa lačen. Ja, daš bomo že zgurali tole. Lepe punce ljubijo barabe, pa torej tale drugi del, ki se nekako navezuje tudi na tega zločinca, ne? Z Eltimom si tudi tokrat sodelovala. Kar? Sem to je res, a ni dejansko tako? Ja, je, pogosto je. Mislim, jaz sem tudi iz svojih izkušenj, pač, ker sem imela eno izkušnjo, ker sem šla prehitu neki, ala zločin s fora, ne, kak si mi cute, kar, in pol sem gotovila, to pa ne deluje. In meni se zdi, da je se to pač skoraj vsakmu že v lifeu po mojem zgodilo. Ženska, moški, kdorkoli, včasih se prenagliš, včasih ne prebereš drobnega tiska. Ja, ali pa včasih te premami, ne vem, denar, pa koliko je on cool, ful je nevaren, pa vse. nekaj že. In tam je pa en človek, ki pa se mogoče drži v ozadju, pa je ful prijazen, pa bi dal vse za njo, pa bi jo res imel rad, pa je ne bi varil, pa vse. Ampak ne, ona bo zbrala tisto barabo, zato ker je cool. To je tisti kliše, to je pa tako ni kliše, vsak pa tak tretji je. film. Poglej, po 40 letih 90% žensk samskih. Dobro, se pa še Res, tudi, 90% dobro, žensk govorim na na svetu. pamet, ne vem. Ja, okej, Ampak, to je veš, ne. velika procentaža. Tako da, morate prej premisliti, preden se za barabo odločite. Ne, ampak se pa veliko tudi naučiš iz tega. Zaradi tega, ker ne naučiš se veliko o sebi takrat, ko ti gre dober, pa takrat, ko si ful uspešen. Največ se naučiš takrat, ko ti spodleti. Takrat, ko ti gre nekaj narobe. Takrat, ko če te nekdo prevara, če ti nekdo, ne vem, če greš preprosto narazen z nekom zaradi tega, ker ugotoviš, tega pa jaz nočem v osebi, midva pa nisva za skupaj. Jaz pa bi imela človeka, ki je pa bolj tako pa tako, ampak tega ne bi vedel, če ne bi bil prej v eni zvezi, ki ti pa ni delovala, naprimer. Tako da pač to ni ena stvar, ko mislim, da bi se je mogli sramovati. To je pač čisto človeško. Absolutno. Zato pa je kliše, ker pač se tokrat zgodi. Motiti se je človeško, ja. Poglej, Nicole Smith, Nicole Smith, kako se je zmotila. Ona bila tam, ne vem, koliko 30 let stara, se poročila z 94-letnemu, je mislila, on bo kval guznil, a veš, pa me znar njegov dobila, valjda multimiliarder. Kaj je bila fora, da je on 94-letnik še živ, a ne? Ona je pa umrla. Tako da je treba biti pozoren. Pozorni treba biti, po pameti, drage dame, pa tudi gospodje. Dejva mi dva lepe punce ljubijo balabe, kje ste snemali spot, dolga je snemal? Ja, Rok Mlinar, on je posnel sploh še nisem začela te zgodbe. Ta dva spota smo posneli v enem dnevu. Ker se vse lokacije drugač, to se moram res zahvaliti. Cankarjeva slaščičarna restauracija tam v Celju, ful so dobri, ful so the best, pa so posodili to že v Zločincu, v bistvu smo videli to lokacijo, tam, ko sem jaz pela gor s tistim mikrofonom, pa tam, ko sem prišla, tam, ko sem se delala, sem natakarca, pa vse to, ker je res ful dober.
pa ful imajo pač okusne zajtrke, res. Tako da priporočam vsi, ki ste iz okolice Celje, pa tudi tisti, ki mogoče niste, kaj pa jaz vem. In tam smo snemali, to je bila lokacija, potem pa še v enem tako stanovanju. V tem stanovanju se pa večino stvari dogaja zdaj v tem ta drugem spotu, ko je pa kao, zdaj sva pa že v neki zvezi, ne, ampak pač nekaj pa ne štima, ne. Drugač pa ja, kaj zdaj, da se vrnem še nazaj. Ja, Rok Mlinar je posnel vse skupaj in on je res legenda. On mi že od Muze naprej, kdaj sem Muzo izdala, to je bilo tako res dolg časa nazaj, tak full video spotov mi je že posnel in se dobro poznava in tudi pač res je pač, ne vem, nekako razume to mojo vizijo. Tokrat mi je celo pustil, da sem video spota zmontirala sama, čeprav sem pri ta prvem tako malo zafrknala tisti color grade, tisti popravljanje barv, pa pol vse, ker je to, jaz nisem vedela, kak rocket science je vse to skupaj, res. Ampak pač je tudi zdržal zraven mene, pa mi deval napotke, kak naj kaj popravim, kak naj kaj naredim, tako da pač res ga ne morem prehvaliti, res. No, pač super, dober ampak si človek moramo in povedati- dober videoproducent. Ja, moramo pa povedati, da si popravlja to in do tega, ko smo zdaj videli, je že popravljen, vse Tako. barve štimajo, vse je cool in super in Popravljena fajn. super cool verzija zločinca. Ja, cool, nič pa dajva. Lepe punce ljubijo barabe, slišimo zdajle. Ja, zdaj, če greš septembra, pol se vidimo na kakmu koncertu, ne? Ker novi Ja, sezoni ja. pol težko, ali pa prek Skypa mogoče. Ja, Ne? the best. Tako da- Skype, Zoom, se imamo veliko stvari. Karkoli. Lepo se mej, Enako. uživaj, srečno pot, ne? Pa dobre koncerte želim še prej, ne? Yeah. Tako da, lepo se Da, mej. best. Stela je bila z nami, mi gremo pa naprej z glasbo, torej lepe punce ljubijo barabe, potem pa z nami še prismojeni profesori bluza. Zjutraj objameš me s svojimi lažmi, na pol v spanju še nežno se smiš. Gledam te, kot da si iz filma skočil mi, vlopljen romantika, vztrajno me slepi. Klišej, v katerega sem zabludila, sem že na nizankah stokrat videla. Občudovala te, ta čas, ko ti si spal, čeprav podnevi si me poniževal. A jaz ne moram več v raju živet, s teboj v peklu preselila se bom. Ta bolečina mi postala je všeč. Veš, ne pravijo zastonj, da lepe punce ljubijo barabe. Veš, ne pravijo zastonj, da lepe punce ljubijo barabe. Rumene vrtnice skrival si zavist, meni si videl, kar v srcu manjka ti. Jaz pa sem mislila, da spremenil se boš, da te s poljubom je možno zdraviti. Pa te sem libala, kilolitre lastnih moči, čisto si gledala, da ti zame dol visi. Jaz sem imela, kar si hotel, ti prišel si in vzel si srce vse. A jaz ne moram več v raju živet, s teboj v peklu preselila se bom. Ta bolečina mi postala je všeč. Veš, ne pravijo zastonj, da lepe punce ljubijo barabe. Lepe punce ljubijo barabe. Lepe punce ljubijo barabe. Lepe punce ljubijo barabe. Ko si z napačno osebo objetje, kot da imaš zakomad na repeat. Nehi se delat, kot da ti marje, dejtala sva samo za ekspit. Ti si užival mojo pozornost, jaz se učila zase postaviti. Zdaj sem ostojna, srečna, ne morem verjeti sama sebi, ko rekla sem, da ne morem več živeti. S teboj v peklu preselila se bom. Ta bolečina mi postala je všeč. Veš, ne pravijo zastonj, da lepe punce ljubijo
povedal v intervjuju. Takole, mi gremo pa nazaj. Stela je bila z nami, prismojeni profesori bluza, pa tudi. Lepo zdrav, Miha, živijo, lepo pozdravljena. Prvič so tukaj, to mi je vedno fajn, jaz sem že večkrat rekel, da mi je vedno fino nekoga tako na nov spoznati. En band pride, ki je že dolg nekaj časa ustvarja, pa je prvič tu. In to čisto slučajno od Julijana, ne zadnjič, ki je bil. Zdireni, ne? Kako? A je bil zdireni? Ja, tako zdireni, pa smo rekli, ja, čakaj, dajmo še prismojene, no. In ravno se je fino išlo z Devil Got Me Shaking, vašim novim singlom. Super, hvala za povabilo. Evo, to ste vi, bluzeri, prismojeni profesori bluza. Čeprav, če bi samo po imenu rekli blues, daleč od tega, da ste vi samo en blues band, ne? Imate eno tako lušno zvrst vsega, bluza, rocka, popa, latino ritmov, skratka, se ne obremenjujete, ne? Poskušamo, da je vedno raznoliko narediti. Naši koncerti so, radi sami sebe presenetimo na koncertih, da nekdo, ki pride na naš en koncert, lahko pride še na naslednjega, pa ne bo spet doživel nekaj novega. Tako da to se potrudimo tudi zaradi tega, da nam samim ne rata dolg čas. Pa res veliko igramo, pa se potem tako z nekim veseljem in z ljubeznijo delamo take stvari. Ja, ste tudi tak koncertni band, uživa ogromno, sem videl, da ste tudi igrali z mnogimi glasbeniki, solo koncerti, skratka. Tudi na YouTubeu, ko smo iskali spote, ne, bolj za spote niste ravno, ne, niste tako pridni. No. Ampak posnetkov v njih uživa je pa ogromno. To je res, ampak za spot se vedno potrudimo maksimalno. Je pa res, da je to naš šele tretji spot, ja. V 20 letih, 10? Skoraj leta 2009, mislim, da je, 2008 je uradno, ker smo se prvič dobili. Ja. V bistvu smo šele s prejšnjo ploščo ugotovili, da bi ta vizualni aspekt mogoče še malo pospremil, še bolj podporil lažje to glasbo, ki jo delamo. Zdaj, od prejšnjega albuma smo bili skoraj 4 leta nekaj tazga. Nismo izdali avtorske glasbe, ampak to ne pomeni, da smo bili premier, mi smo ful veliko koncentrirali, ker si rekel, smo zelo koncertni band. Zdaj smo se pa spet odločili, da nek ta notranji nemer, da počas moramo pa dati nekaj novega iz sebe, pa smo rekli, da pa bomo singli in z videospoti in s takimi stvarmi napovedali nov album, tako da bomo zdaj spet zaštartali še to vrsto. Super, in ta je ena taka res dobra napoved, Devil Got Me Shaking je naslov. Kje ste snemali, s kom? Vedno radi snemamo na Pagu. Imamo od leta 2019 novega člana, ki dobro igra. Mislim, nismo ga vzeli v band samo zato, ker dobro igra. Mislim, da ima nekaj on ima hišo na Pagu. Seveda, sem še študiral, čak zakaj ima pa njega not. Zabav se. Bravo. Tako, torej, Unovali na Pagu je posnet, že drugi videospot, ki je posnet tam od 3. V 3, ne? Pa mislim, da bo še 4, a ne? Moj videl. Hat-trick. Imate pa tudi tam višinske priprave, pa vse, ne, pred koncerti, pa... Zelo po kolesarsko gremo na višinske priprave. Noter v vinski kleti malo. Treba tudi se pripraviti, ne? To so tudi nižinske priprave. Nižinske, se to, ne, kad greš pod morje. Depresija. Depresija, ja. Pod morje. Dajmo mi zavrteti Devil Got Me Shaking, njihova nova singelca, lušen spot, dajmo pogledati. Sometimes I feel like the devil got his hands on me. Yeah, that's how I feel now. Mama said I clown a lot. Devil got me shaking up, feeling hot. Oh, yeah. Oh, I couldn't find no peace, waking up from restless dreams. Nothing turned out like I thought. Devil got me shaking, I'm feeling hot. Oh, like fruit.
get cold. Got one laugh, I got one shot. Double got me shaking, I'm feeling. Evo, takole malo. Res zanimivo, no? Vi ste res toliko specifični, da točno vem, da ste vi. Tudi če ne bi poznal komada, da ga prvič na radiju slišim, rekel, prismojeni profesor je bil zdaj. To je pa zelo lep kompliment. Je, mišljen tudi kot kompliment. Hvala. Definitivno. Zato se pravim, ena izmed tistih prioritet, ki jih moram videti zdaj v živo še na kakšnem Vedno sem koncertu. si želel biti del take glasbene skupine ali pa vsaj česarkoli že, da bi nekdo takoj ugotovil, da gre za to, za našo glasbo. Naprimer, če pomislim na Rage Against the Machine, takrat je bil ta zvok, samo en ton slišiš, pa veš, da so oni. Ali pa Santana, ki zagra samo en ton. Tako Ja, točno tako. Ali pa Gary Moore s tistim zvokom svoje kitare, kakorkoli. Van Halen mogoče celo. Skratka je eno tak par stvari. Ampak ja, dobro. Tudi imidž imate tak lušen, tako da ste tudi prepoznavni, no? Po imidžu, pa potem, da verjetno ste res prijatelji, ki ste skupaj v enem bendu. Ne vidim vas kot ene take, da samo pridete špilat, pa greste pa vsak svojo pot, no. To je zelo pravilna opaska. Mi smo v prvi vrsti zelo dobri prijatelji, bratje. In sestre. Uživamo pač že v kombiju skupaj na poti na koncert, na koncertih, ko čakamo na koncert, špilamo ta rok, zelo se radi družimo, pa se imamo radi. Tako da to zelo pravilno. No, evo, vidiš. To jaz takoj opazim. Le. Se čuti tudi ta energija, tudi v spotih, tudi v glasbi najbolj, no, recimo. Kaj pa na koncertih? Recimo, mogoče vas kdo ne pozna, pride pa malo tako gleda, pa naenkrat, ko pride v taki komadi, pa čisti rastur. Ja, kot si že lepo omenil, ljudje vidijo, da smo veliki prijatelji in to se na odru čuti. In zaradi tega ponavadi dobimo tudi kakšnega poslušalca več, ker ta energija, ki nas povezuje, je pristna. Ne? Ja, pa tudi glasba je ena taka zelo, ne moreš stati na miru, no? Se mi zdi, da težko staneš na miru. Glasba je skoraj že sekundarnega pomena, primarno je prijateljstvo. Tako da, kdo piše glasbo, kdo piše besedila, kako imate to urejeno? Največ prispeva Zlatko Džogić na bobnih. On se največkrat prikaže s kakšno idejo za besedila, najbolj pogosto, zelo velikrat pa tudi s kakšnim rifom pa to. Potem si pa vzamemo za nalogo, da vsak prispeva svoj košček, skupaj jih oblikujemo, ne glede na to, kdo se z idejo pojavi, jih probamo narediti čim bolj naše in to lahko naredimo samo v prostoru, kjer smo vsi štirje. To je res, ja. Da potem zveni tisto bendovsko, ne? Pa da je vsakega nekaj noter. Lušno, superca, preden se poslovimo, imate še kak koncert zdaj napovedan ali kaj? Ali bomo morali malo preveriti? Most na Soči je. Mislim, da je 5.7. Če ti misliš, jaz vem. Jaz mislim, da je 5.7. Nimam pa telefona s sabo, ker sem ga iz preventivnih razlogov pustil v garderobi. Ampak mislim, da je 5.7. Most na Soči, lepo vabljeni. Tam bo res sansko vzdušje. Absolutno, ja, pa še ambient pa vse. Ne? Ja, mislim, že duh Parasadone vojne poznam. Še več drugega. El Paradiso je pa pesem, mogoče ravno po tej pesmi poznate, prismojene profesore bluza, kar en tak velik hit je bil, no? Je kar eksplodirala tale pesem. Ja, Eskapada, ki je v Ljubljani turobnost, potem je treba iti vmes na Karibe, ne na Karibe, na Kanalce. Ja, pa se malo odklopita, ne? Ja, super, lepo se meta, lepo poletje vam želim.
pa veliko koncertov in seveda upam, da bo spet kaj novega, pa da se potem jeseni spet vidimo. Obljubim, da bo. No, Upam, evo, da zmenjeno. kmalu spet, ja. Morate malo delati na spotih še. Bomo. Da bomo imeli Hvala kaj za vrteti. vabilo. Hvala Z za veseljem. Miha, Aleš, najlepša hvala. Lepo se Hvala, mejta. Mi še pa nismo končali, mi imamo še pa en vklop in vi zdaj pripravite telefone. 2 vstopnici imam za vas za Plavi orkester. Telefon bom pa pol povedal, da ne boste že zdaj klicali, kaj sploh ne veste še vprašanja. Dajmo si pogledati tole super pesem El Paradiso. Vzami potni list, kar zapuščava državo. Peljem te v oazo, daleč v puščavo. Vzami kopalke in masko za pod vodo. Greva v globine, baby, plavet k delfina sredi oceana. Spuščava signale, plašiva ribe, skačejo na plaže. Otok samoten in na njemu sam ti in jaz sem sonce na nebu zaradi mene zardiš. Ne uniči presenečenja, ne sprašuj se kam lahko pride ta dve duši, če predata si telo. Kamor greva zdaj, ne rabiva vizo. Polnočni let, El Paradiso. Poslušaj školko valove morja, ziba se v spanju, te dviga pot je dolga, ne boj se svojih sanj. Dolgo si čakala, da te odpeljem stran. Življenje v mestu, čisti užitek si zamenjala za zabavo, to ti stopi samo v glavo. Pozabi na kapo in na dolge rokave, v raju vsak sadež je druge barve. Peljem te v oazo, daleč v puščavo, ker življenje sredi mesta stoplo ti v glavo. Kamor greva zdaj, ne rabiva vizo. Polnočni let, El Paradiso. Ja, tole so bili odlični prismojeni profesori bluza El Paradiso. Jaz imam pa za vas ena košček kraja. Plavi orkester, 2 vstopnici za koncert, ki bo 30. avgusta v Vista Parku Velenje. 897 07 70. Če pa kličete, ne vem, s mobilcev ali pa da niste ravno iz 03, potem pa še 03 zdraven. Še enkrat počasi, zdaj pa kar hiter telefona v roke. Je? 03 897 0770. Nagradno vprašanje pa se glasi, dajte mi 3 pesmi od njih povedati, na katere boste najbolj žurali, na katere boste najbolj pel zraven. Lahko pa samo eno poveste, ampak jo morate pa zapeti. Evo, imate 2 možnosti. A in B različica.
Skratka, 3 pesmi Plavega orkestra ali pa eno pesem, ampak jo morate pa zapeti. Saj refren, ne rabite celo pet, se nimamo časa toliko. Pa ne bi vas poslušal, zdaj je toliko dolg, ne? Ampak ja, gremo mi povedati malo, kaj se bo kaj dogajalo. Skratka, 30. avgust, Vista Park Velenje, 3 vhodi so in odprli se bodo ob 18:30, tako da pridete prav čas, da se ne boste gnetli tam noter in je fino, spijete še kaj v miru in to je to. Bo ena montažna tribuna, tako da če bi radi se mečkan usedli tja na tole tribunco, malo posedeli, malo pogledalo daleč, tudi to bo možno, seveda za največje navdušence bo fan pit odprt, potem za tiste, ki imajo malo več denarja, pa si mislijo, da so pomembni, VIP šotor, potem entrio.si, to se pa dobijo vstopnice. Če zdaj ne boste dobili ti 2 vstopnici, potem lahko na entrio.si prečekirate in dobite tam vstopnico. Prav tako lahko v trafikah 3.2 in pa tudi na bencinskih servisih. Tako da posod se da dobiti vstopnice. Najprej in najcenej pa če zdaj le pokličate. Jaz imam 2. To je to. Najcenejše vstopnice so že v prodaji, torej 30. avgust Vista Park Velenje. 03 897 077 je številka, na katero lahko zdajle pokličete. In vam seveda te vstopnice tudi podarim, če boste povedali, katere 3 skladbe od Plavega orkestra. Se poznamo jih pa milijona, ne? Se so eni izmed legendarnih glasbenikov in legendarnih skupin bivše Jugoslavije. Tako da jaz mislim, da tole ni težko vprašanje. Če boste šli tja, itak veste, zakaj gre. Dolgo časa že niso igrali, zadnji koncert so imeli, jaz mislim, da 6 let nazaj nekaj tazga in jaz se še spomnim, to je bil moj prvi koncert. Kadarkoli, ko smo šli še v osnovni šoli, mislim, da je bilo, smo šli na Pepsi Tour, takrat so bili Hard Time, pa mislim, Bombe, a so bili še na Kroke, še to, nekaj v tem smislu in potem seveda Plavi orkester na koncu, tako da že kot mulc. Zdaj pa, ja nič, ne vem, bomo še malo počakali, če bo še kdo poklical, če ne bomo pa te vstopnice podelili mogoče jutri, dobro jutro, ali pa kaj podobnega, ali pa na spletu, to bomo še videli. Ampak jaz še vedno mislim, da če ste 2 minutki, imam super vstopnice, parter za vas, Vista Park Velenje, 30. avgust, si v koledarčku rezervirajte. Številko je izpisana tudi na zaslonih, 03 897 077 0. Takole. Bomo malo počakali še, če se kdo odloči, če je kdo polnočna ptica. Bo pa štos, ko bo nas poklicali pa, ko bo ponovitev. A ne, režiser, pa klicali. Ja, to pa ne bo šlo. Mogoče pa jaz zadržim za sebe, to tudi ne bi bilo slabo. Skratka, jaz bom se počasi poslovil, če kdo pokliče vmes, bom seveda prekinil moje žlobodranje, drugače pa bi rekel hvala vsem, ki ste nas spremljali. To je bila še ena sezona oddaje Popcorn na VTV vaši televiziji. Zaenkrat se poslavljamo za tole sezono. Pridemo pa nazaj, če bo vse tako kot treba, se veste, smo že malo stari, pa zdravje, pa to, ne, križ pa. In se vrnemo pol enkrat septembra. Boste vsem obveščeni. Tako da to bi bilo to. Za konec, bomo še pa eno zavrteli od, da vidim katero, odlazim od Plavega orkestra, si bomo prvo šli, upam, da imamo pripravljeno. Lepo se imejte, uživajte v poletju, uživajte v dopustih, počitnicah, lepo se imejte kjerkoli boste, to je tisto, carpe diem, užijte dan. Karte ostanejo pri meni za enkrat, mogoče jih jutri kdo dobi, bomo videli. Adio, uživajte, lep pozdrav. Odkad si otišla, sam sam u suzama, opet boli stara rana. Odkad si otišla, sam sam u suzama, ti si svjetlo moga dana. Nisu valjda Dukati i njegovi pokloni, nekada no tebe meni oteli. Ja sam srca ranjiva, ti
oči iznad tvojih zidova. Odlazim, odlazim, za planete putujem, 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 mjesecu se radujem. Odlazim, odlazim, za planete putujem, 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 mjesecu se radujem. Nikada se neću vratiti. Otkad si otišla, sam suzama, povistala. Otkad si otišla, sam u suzama, ti si svjetlo moga dana. Nisu valjda Dukati i njegovi pokloni, neka davno tebe meni oteli. Ja sam srca ranjiva, ti si mala tvrđava, ne vidim ti oči iznad tvojih zidova. Odlazim, odlazim, za planete putujem, 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 mjesecu se radujem. Ajmo zajedno! Odlazim, odlazim, za planete putujem, putujem. Nikada se neću vratiti. Nikada se neću vratiti. Nikada se neću vratiti. Hvala vam za sva ta leta.